Dobrodošli na dogodku, na katerem predstavljamo projekt Mlado pero in avtorje, ki pri tem sodelujejo. Mlado pero je, kot veste, projekt, ki ga pripravlja pisarna Ljubljana, Mestnega mesta Ljubljana in Mestnega mesta literature skupaj s časopisno hišo Delo. Vodi ga Pia Prezelj, ki se ji tukaj zahvaljujem in se zahvaljujem tudi Andreju Predinu, uredniku, ki ima posluh za projekte, ki v središče postavljajo mlade. In literaturo in poezijo, kar pač ni čisto samoumevno, ni čisto vsak dan, da bi imeli v časopisu celo stran posvečeno mladim in literaturi, ki jo ustvarjajo. Danes so z nami Nejc Ledinek-Hovnik, Manca Marinko, Ana Kumperger, Alja Pušič, Petruša Golja in Ana Pikovnik. So far so good, sem se prav povedal, brez napake? Wow, ok. Poskušamo biti sproščeni, to je nekak ideja in se pogovarjamo o vas, o vašem delu, o vaših mnenjih, o vaših željah, strahovih, predstavah, o nečem, čemu se reče literarna scena, pa karkoli to pravzaprav že je. Kot rečeno, Mlado pero v središče postavlja mlade in ustvarja mladih. Ustvarja nek prostor in ustvarja tudi pozornost. In oboje se mi zdi zelo pomembno in ni samoumevno, da se to dogaja. Zato moče prvo vprašanje kar za vse, kako se počutite kot pripadniki te neke nove nastajajoče scene, neke skupine ustvarjalcev, ki so bili in so vključeni v Mlado pero. To je zdaj že 5. sezona, tako da vas je že kar nekaj. Pa vedno znova sem presenečen, mogoče tudi prijetno, saj ne vem, prijetno v smislu to dobro za projekt, presenečen zato, ker si mislim, vse se vsi poznate, potem pa pridete sem, pa se izkaže v bistvu, nihče se ne pozna, pa skoraj nihče, pa zelo redki se poznate med sabo. Torej, kako se počutite kot člani te družine Mladega peresa? Tam imamo še mikrofon, ki si ga lahko podajamo. Vrstnega reda ni, ampak mislim, da vemo, kdo bo začel. Hvala lepa. Jaz sem v bistvu zelo vesela, da živim v času, ker pač imam tako priložnost, ker se mi zdi, da danes je veliko priložnosti, da je pač ena izmed boljših, ki jih mogoče pač tudi, če bi se, ne vem, 20 let nazaj rodila, pač temu ne bi bilo tako. Tako da je to z moje strani zdaj. Jaz sem hvaležen, da lahko sodelujem pri tem. Navdušen, pa mi je veselje, da vidim, da mladi še vedno ustvarjamo literaturo. Tako bom začel z podvprašanjem. Zavajal oba. 20 let nazaj, mislite, da je bilo drugače? To bi bila moče moja generacija. Skoraj že. Vsaj jaz imam občutek, da imam danes zelo veliko priložnosti, da ustvarjam, pa da imam pač nek prostor, kjer je to spodbujano. No, mogoče, ne vem, mogoče sem samo dobila tako občutek, da pač da včasih ni bilo toliko takšnih priložnosti in pač da se v zadnjih mogoče 10 letih res aktivno dela na tem, da se spodbuja pač mlada ustvarjalnost. Ne vem, samo tako občutek, nimam se res dobrega odgovora na to, zakaj. Nejc, se tudi tebi zdi, da ima ta generacija, pa nisem hotel začeti s to besedo, ampak očitno moram, dobre priložnosti, ali bi se raje rodil 20 let prej? Mislim, da je čisto všeč v času, v katerem se zdaj. Mislim, da imamo odlične priložnosti zdaj, tudi včasih so bile verjetno, ampak zdaj sploh z mediji in podobnim, kar je bilo razvito. Se mi zdi, da tudi več revij in vsega, da se da lažje zbram priti. Še vedno pa se mi zdi, da je možnost uspeha na koncu podobno. To se lepo povedal, vse kar nadaljujemo, pa ni treba primerjati sceno 20 let nazaj, za katero ne pričakujem, da jo kdorkoli pozna. Ampak začeli smo s tem in zdi se mi zanimivo, da smo začeli optimistično. Petruša, kako je tvoj mnenje? V bistvu jaz se strinjam z vsem zdaj povedanjem. Meni se zdi tudi že to dobra priložnost, da se potem imamo priliko spoznati. Pa tudi recimo to, da ima možnost biti literatura ob
literarne kritiki, ker se mi zdi, da nekako gresta z roko v roki. Mogoče nekaj nas je tudi, ki mogoče počnemo oboje, recimo, ne? Se mi zdi, da se na tej sceni mlade to zelo prepleta. Tako da se mi zdi zelo dobra priložnost in mislim tudi tako tistim, ki nam je to v veselje početi na en drug način, smo vedno veseli, ne? Da se nekaj dogaja in da se spoznamo. Ja, jaz zdaj ko bo prva mogoče malo negativna, ker jaz imam dosti drugo izkušnjo, sicer mogoče brez mnoga drugega športa, ki je prezraven še poleg literature. In se mi zdi, da smo vse na nekem času, ki je poln vez in je lažje dobiti stvari poveza, kot si s tem, česar si sposoben. In se mi zato mogoče zdi ta projekt še toliko bolj pomemben, ker vse da priložnost nekomu, ki pa ni nujno, da je že toliko izpostavljen, pa ali ima ali starše, ali nekoga, ki ima to priložnost, da mu zrihta objavo, ali pa prostor, kakšen pa že to je. Čakaj, kaj je tvoj drug fokal, kako se reče? Sociologija. Ja, ok, tako študijsko. Ja, ne, tudi bolj se osredotočam na sociologijo in recimo znanstveni članek je precej težje objavljati. A so tam tudi veze? Izključno veze. Jaz sem se bala, da bom prva v bistvu pesimistično odgovorila na vprašanje, ampak bom druga očitno. Ja, meni se mi zdi, da je priložnosti mnogo, oziroma se pa pridružujem optimizmu tega, da se mi zdi mlado pero res taka fajn forma, oziroma fajn format, odličen format. Jaz sem se razveselila povabila, takoj pa seveda poznala v rubriko odprej. Ampak ja, ne zdi se mi, da je dosti priložnosti, zdi se mi, da se je težko najti v sceni, sploh pa jaz občutim, nisem z Ljubljane, sem z Maribora in se mi zdi, da je centralizem na tem področju zelo močen, oziroma lažje je nekomu, ki se rodi v Ljubljani in kar ostane tu, ustvarja tu. Jaz pa, ker sem zdaj študijem, recimo zdaj že 3. leto menjala okolje, ne da se zgubiš, ampak težko je priti do nekih svojih ljudi, do svojih možnosti. V bistvu nisem imela lahke poti, da bi nekako našla kar mesto zase. V tem smislu se mi zdi, da je dosti ljudi dela to, dosti ljudi piše poezijo, Slovenci smo, se mi zdi, je produkcija poezije izjemna in tako kvantiteti kot kvaliteti se mi zdi zadnje čase in ja, to sem se razgovorila. Okay. To je dobrodošlo. Ampak ja, se mi zdi v bistvu obratno. Sem se začudila, da smo začeli tako optimistično, ker bomo nas drugače izkušnjali. Kako bomo končali? Misliš, pozitivno. Meni se pa zdi, sploh mlado pero, dobro je, da dobiš literarno kritiko, ker dobiš neko povratno informacijo kot mlad človek, ki začne s tem področjem, da dobiš nekaj informacije, kaj bi lahko izboljšal še vedno to od ene osebe, ampak se vsem ta oseba v večini primerov ukvarja s tem področjem in je to dobrodošlo, da veš, v katero smer greš, ali tudi mogoče pa odlihal drugo smer, da ne pošiljaš tega, kar ti napiše, pa izkušaš neke nove meje. Druga stvar se mi pa zdi pomembno, jaz bi rekla, da je veliko priložnosti, predvsem, kar se tiče literarnih natečajev. Jaz sem od 6. razreda osnovne šole sodelovala na, po mojem, okoli 50 različnih natečajev in teh je vsako leto več. In se mi zdi, da pa tudi zelo so razproščeni. Jaz sem bila in v Novem mestu, in v Mariboru, in v Slovenj Gradcu, in v Preddvoru, v Gorenskem, vse povsod so. Res je, večina je v Ljubljani, ampak še vedno pa so dosti razproščeni, oziroma se mi zdi, da gre v to smer, da se razproščujejo. Naprimer, kateri natečaj naredi malo reklame? Ja, mislim, meni najljubši je literarni natečaj Festival mlade literature Urška. O tem smo se prej zdaj pogovarjali z Vili. Ki je zelo veljaven. Ja, organizira JSPD in se prav, oni imajo prav cilj, da imajo finale izvedeno v Slovenj Gradcu in tam so tudi finalisti 2 dni in se ukvarjajo z njimi in dajo literarne kritike, povratne informacije. Pa tudi mislim, da ta srečanja regijska so tudi po celi Sloveniji. So sicer potem že neka srečanja v Ljubljani, ampak se trudijo to razproščenost obdržati. Mogoče moramo tako dodati, da govoriš iz izkušenj. Ja.
Še kak natečaj, recimo za druge mlade, ki bi se mogoče radi kam prijavili, kam bi poslala, kaj bi svetovala? No, zdaj sem iz Štajerske, tako da priporočam Malo Veroniko, to je celjski natečaj, sicer v sklopu velike Veronike, ki gre za natečaj za najboljšo pesniško zbirko izdano v tem letu. Obstaja pa potem srednješolski natečaj Mala Veronika, kjer pa se glasuje za najboljšo pesem iz srednješolskega področja. In to pa še zelo Prej sem omenila, zakaj je ta format tak fajn. Zdaj, bolj kot priložnosti za branje in mogoče res natečaj imamo jih, ampak če se pa nimamo tega feedbacka, tega pa ful primanjkuje. Tudi mentori recimo na festivalu mlade literature Urška, regijska srečanja, ali pa katerikoli ta natečaj nekdo, ki dela s tabo, to v resnici ni delo s tabo, ti ne moreš dobiti konstruktivne kritike v tistih 2 urah oziroma ene delavnici, teda se mi zdi, da nekdo piše kritika, da nekdo prebere tvoje tekste, to pa je res redko. Zdaj mogoče malo kot zagovor prejšnjega pesimizma, ampak ja, če ne manjka možnosti za nastope in pisanje, manjka pa zagotovo delo z mentorji, oziroma da bi nekomu se dalo poglobljeno ukvarjati s tvojimi teksti. Prepričan sem, da se bodo vsi s tabo strinjali. Tako da, ja, tudi če boste rekli, se strinjam z vsem, kar je bilo doslej povedano, še vedno dobrodošli, da kaj dodate, ker se mi zdi, da smo se dotaknili res ene bistvene točke, ki sem imel malo kasneje v mislih, ampak nič hudega, to je odziv na vaše delo. Ampak nemo to v glavi, pa samo če vrnimo za hip še nazaj k natečaju, ker me zanima, če ima še drug od vas kakšne izkušnje s tem ali pa kakšno mnenje o natečajih. Je to nekaj, kar vam je sploh pomembno, mogoče niti ne, mogoče ja. Zdaj, če bi imel vsak mikrofon v roki, vem, da bi se prej odločili nekaj povedati, tako pa ne bomo sravno klical, ampak mogoče kako mnenje. Ali so natečaji za vas pomembni? Ali ste kdaj sodelovali na kakšnem natečaju? Meni se zdijo pomembni, recimo, ko začenjaš neko pot, je to lahko ena potrditev. Sicer se mi zdi, da vseeno je v teh natečajih tudi tako, da se včasih počutiš zelo osamljeno, kot nekaj pošiljaš, pa mogoče nekaj narediš dobro. Tako da se tudi s tem strinjam, da je to pri tem projektu fajn, zato ker res dobijo avtorji feedback. Zdaj, recimo, vzela sem mikrofon v bistvu zato, da priporočim študentski natečaj, Rdeča nit, ki ga imamo na Filozofski fakulteti. In se mi zdi v bistvu taka res dobra stvar, pravim, za neke začetke, ko imaš neke ideje in je potem tudi s tem možnost nastopa v nekih mogoče tudi manjših skupin, če smo na začetku mogoče malo prestrašeni. Kar se tudi lahko zgodi. Torej, počrtali smo pomen in vlogo nekega odziva, nekega feedbacka, kaj pa mogoče literarne delavnice, ki so namenjeni tudi temu, pa ja, mogoče tudi niso vedno v tem uspešne, ali kaj? Ne, sem še spomnila, da so natečaji, ki se formata enosmerno, so pa natečaji, ki vključujejo delavnice. Zato tudi je od vseh recimo Rdeča nit Urška omenila tudi pesniško olimpijado, ker pa tudi se gre za to, da si ti 2 dni v dvorcu Bukovje v Dravogradu in se dejansko spoznaš z svojo generacijo ustvarjalcev. In je v bistvu to čist večji užitek, kot pa potem tiste delavnice z mentorjem, čeprav seveda se mi zdi, da mora iti z roko v roki in mentorsko delo in spoznavanje generacije, ampak je toliko bolj dragoceno, da se pomembnost tega se mi zdi, da se premalo poudarja, da v bistvu ne da pišeš, ampak da bereš druge avtore svoje generacije, svojega okolja. Tako to, ja. Če se prav spomnim, si bila ti tudi na literarni delavnici na drugi gimnaziji? Ja, sem bila, ja. Tako da imamo vsakič nekoga, kar se mi zdi ful dobro, jaz sem tudi hodil na to šolo. In tudi na literarno delavnico imam ful dobro spominje na to, in tudi vedel na to, koliko je to best. Je pomemben ta pedagoški prijem, zagotovo, da nekdo te vzame pod svoje okrilje, da te nekdo opazi, oziroma
da je nekdo pripravljen ti posvetiti čas, to je v bistvu, se mi zdi meni redko, no, da se nekomu res ljubi s tabo ukvarjati, kot pač mlademu začetniku. Kar je bila v tvojem primeru Nina Medved. Tako je, Nina Medved je moja izvirna mentorica, izvorna. Ja. Imaš še kaj izkušnje z igralnimi delavnicami, mogoče na srednji šoli že? Ok, tu se pa razdelimo. Jaz sem pa malo bolj negativno usmerjena, zato je moj vidik, ampak meni se mi zdi, da ravno te delavnice, to, kar si rekla, da moraš najti nekoga, da daš najti nekoga, ki te spodbuja, se mi zdi, da je to težje najti, ko je večja skupina ljudi in potem deluje. Pač res je, da je težko najti nekoga tako, da greš do njega pa ga prosiš, ampak meni bolj pomembnejše mi je to individualno delo. Mentor, učenec, ker se mi zdi, da pisanje poezije sad z mojega vidika je pač delo, ko si ti sami raziskuješ samega seba in potrebuješ nekoga, ki mu zaupaš in mu to potem daš. Da on prebere, da ti da povratno informacijo, popraviš to, kar ti reče, ali pa ne, kakokoli, in da deluješ na tem odnosu. Če je več ljudi, se takoj malo porazgubimo. Se strinjam s tem, da se spoznavaš z generacijo, pa take stvari, delavnice, ampak ne vem, jaz, kar sem obiskovala te enkratne delavnice, nismo naredili nič pametnega. Drugo pa je, če se tako motiviramo, ko se, mislim, da mesečno srečujete, oziroma ko poznaš skupino, pa že deluješ tedensko. Ja, tu je sigurno pomemben proces. Moje mogoče ne toliko izkušnje, ampak bolj po pripovedovanjih sodeč je sploh na pesniških delavnicah dostikrat hodi, če trajajo del časa, da nekateri hodijo samo dokler se pogovarjajo o njihovem delu, potem pa ne zanima več. Ko treba pa druge komentirati, pa zginejo. To se mi seveda ne zdi najboljše, ampak se mi zdi, da delavnica, če je v redu, služi tudi temu, da se lahko udeleženci med sabo mogoče pogovarjajo in komentirajo. Česar načeloma pri Mladem Peresu nimamo, razen kadar se kdo pojavi v dveh vlogah, tako avtorja kot kritika. Sicer pa vi niste neka skupina še, ki bi se dobivala pa redno komentirala delo drugega. Mogoče je to naslednji korak. Ok, bolj preprosto, ampak vendar je zahtevno vprašanje, kaj pa je naslednji korak? Kam naprej? Kaj zdaj? Mlado pero je za vami, dvakrat ne moreš biti vključen. No, razen v dveh vlogah, kot rečeno. Torej, kam naprej? Čutim, da na tisti strani manjkuje. Zakaj to sprašujem? Zanima me, če imate kakšno idejo, če se vam zdi, da tiste priložnosti, ki smo jih na tisti strani prej omenjali, da obstajajo, pa da imate moče neko konkretno idejo, kaj se zdaj da narediti, ne da vas nekdo povabi. Kaj zdaj? Torej, kaj mladi pisatelj danes naredi potem, ko bi vključen v Mladem Peru? Mislim, živeti se od pisanja itak ne da, to mislim, da vsi vemo, tako da pač vsaj zase lahko rečem, da se v bistvu jaz fokusiram pač primarno na druge stvari, na tiste stvari, od katerih se pač da živeti kakor to, kar je pač žalostno, ampak kakor je pač veliko priložnosti, da se pač pokažeš kot mlad ustvarjalec. Se mi zdi pa, da manjka bolj pač tega prostora, da pa potem, ko pač si se pokazal, pa ja, ok, jaz zdaj ustvarjam v redu, da pa bolj pač dejansko manjka pač čist neke kompenzacije na profesionalnem nivoju, v smislu pač, da ti pol iz tega lahko narediš v narekovajih pač kariero. Se mi zdi, da je tukaj jaz v bistvu ne vidim neke poti zase, vsaj zaenkrat pač jaz vidim to kot nekaj, kar bom pač počela zraven, ko bom imela čas pa inspiracijo, pa ja, neke redke priložnosti, ki pač pride, ampak zaenkrat nimam v bistvu načrtov, da bi rekla, kam pa zdaj naprej z ustvarjanjem literature. Se mogoče s tem nič narobe. Ne iztiče se ne motim, študiraš pravo. Odlično izhodišče, nisi primerjalc, super. Predstavljaš manjšino, kar ti da neke druge možnosti za pisanje. Mislim, da problem je, ko mislim, da dobiš priložnost pri Mladem Peresu, ampak pa se mi zdi, da se nič ne zgodi v resnici.
lahko reči, če sem bil enkrat v časopisu, da sem uveljavljen mlad pisatelj. In to je to. Pa še vedno poslušaš isto, ko si prej, z objavami, z natečaji. In verjetno pri večini gre za pisanje pač nekaj za dušo, nekaj, kar me veseli, kar delam v prostem času. In to seveda vpliva na količino, ki jih napišeš, na to, koliko časa posvetiš, na to, kako resno tudi jemlješ to. Se mi zdi, da če ne živiš od tega, gotovo prej obupaš nad nečim, oziroma prelagaš na drugo obdobje, da bo zadeva objavljena in 7 let, že 10 let, karkoli, ker ti pač ne gre za eksistenco. Ja, trpi umetnost zaradi tega, ker se od nje preprosto ne da živeti. Meni se zdi, mogoče se motim, ugibam, da so vaša stališča glede tega, da se poezije mogoče ne da živeti presenetljivo, kaj ne rečem, mogoče zrela. Po drugi strani pa tudi, zakaj že zdaj o tem razmišljati? Jaz se ne spomnim, da bi v mojem času vsak, ki začne pisati poezijo, pa proza, pa karkoli, da bi že tako razmišljal, pa vse od tega se ne bo dalo živeti. Tu se mi zdi pa mogoče neka razlika s to generacijo, ki bo realistična, kaj? Ja, izgleda smo po naravi bolj pesimisti, tem zakaj kriva korona ali karkoli drugega. Ne vem. Ja, to se strinjam, da tudi drugje opažam na fakulteti, ne prijatelj tega. Manjka nam malo tega mladostniškega optimizma, da pri zaverovanju prihodnosti vse se da, mi bomo najboljši na svetu. Smo bolj realni. Na prejšnjem pogovoru smo kar nekajkrat slišali mnenje, koliko je zdaj super biti v mladem telesu, ko potem doma pokažeš le mami, da sem pa opravil svoje, zdaj gre pa zares. Nas pa malo to pogrešam, ali kaj? Ne vem, mogoče smo take generacije tudi zato, vsaj jaz sem imela tako izkušnjo, ki je vrščas dobivala ta feedback, da se od tega ne da živeti, da je to mogoče nekaj, kar delaš med stoletnimi počitnicami in sicer ne. Tako da mogoče je nekaj na tem. Zdaj pa to ne pomeni, da to ne more biti užitek, oziroma da ne moremo se vsaj truditi nekako to peljati naprej. Ne vem, recimo, jaz sem pa komparativistka, in tudi zato, recimo, ne samo za pisanje, ampak tudi za, ne vem, študij književnosti, za literarno kritiko. Večina od nas je dobila ta feedback, kaj pa vi zdaj greste to študirati, in kaj boš v bistvu s tem počela. Tako da mogoče je verjetno precej na tej krivi, tako. Recimo, kaj bi ti počela s tem študijem? Kaj ti odgovoriš na to? Ja, jaz zdaj ne bom vas razveselila s tem odgovorom, ker jaz sem sicer komparativistka diplomirana, potem sem pa šla na anglistiko in francistiko, zato da bom učila in prevarjala. Tako da sem naredila obrat, to ne pomeni, da me ne zanima delo v kulturi, z veseljem pišem literarne recenzije, z veseljem se udeležujem takih stvari, je pa res, da tudi jaz ne računam na kakšen takšen poklic prav zelo resno in optimistično, tako da jaz. Kako ti je pa primerjalna književnost pomagala, se pravi študij primerjalne književnosti, koliko ti je pomagal pri učenju, pisanju, kritiki? Če sploh? Tako, da bi mi prav praktično pomagal, da bi to počeli, niti ne, ker mislim. Je pa res, da da neko širino in predvsem mogoče da samozavest, da ko pogledaš tekst, imaš nekaj zapovedati. Oziroma, da načeloma imaš nek pregled nad svetovno književnostjo, slovensko književnostjo, vsaj osnovni, da imaš o tem nekaj zapovedati, za izraziti, kar ne bo meni ni všeč, to je to. Tako. A ti ta študij tudi pomaga pri tem, da znaš nekaj povedati o sodobni književnosti in o tem, kar pišejo tvoji vrstniki? Mislim, zdaj tako, ne vem, v kolikšni meri mi je pomagala recimo potem komparativistika, koliko sem se potem, ne vem, izmojstrirala recimo pri
koridorji, ko so pač to počela. Pa recimo, ne vem, na francistiki imamo en projekt, kjer imenuje se Goncourtova nagrada po izboru slovenskih študentov, ker vsako leto dajmo sodelovno francosko književnost in zdaj je en manj preveden. In je spet tukaj kritiški pristop, ne? Tako da se mi zdi, da je tukaj malo vsega, kar te skozi leta toliko priuči, da si potem upaš nekaj napisati, no, tako. Ampak sama kontrativistika, ja, seveda, predvsem mogoče z branjem kritik, ki jih drugače mogoče ne bi. Ana, imaš ti podobno mnenje, kaj si pa ti misliš o tem? Jaz sem hotela postaviti. Kot kritičarka. Ja, jaz sem hotela postaviti eno zelo provokativno tezo, ki si spraševal, zakaj v bistvu smo tako pesimistični. Predvsem bi jaz tle zagovarjala to, da mladosti danes več ni. Kar pomeni, da pač nimamo tega prostora za napake, nimamo tega prostora za igrati. Ker mislim, vse, kar se izpogovarjam s kolegi, je to izkušnja 90% študentov, ko prideš na faks, začneš delati. O faksu. Ni, in pač to je tvoja realnost. Pač tvoja prioriteta postane služba, ki jo rabiš imeti, zato da lahko študiraš zraven. In tle ni več tega obdobja, ki je sicer bilo takrat v bistvu, ki se vzpostavi po vojni, ne, po drugi svetovni vojni, ko pride država s socialno politiko in omogoči to, da pač ti študent študiraš in nimaš posledic v življenju. Ti si takrat lahko neki orek zajebal in ni bilo posledic za to. Danes si tega pač ne moreš več prvošati. In mislim, da pač zaradi tega zelo trpi tudi umetnost, ker mislim, večina umetnosti pride iz tega, da ti živiš življenje na meji in pač vidiš, kaj iz tega pride. In velikrat iz tega pride zelo dobra poezija ali pa kakšna zelo dobra knjiga, zelo dober roman. Kar tega pač danes mislim, da žal ni več, oziroma nimamo več te prostosti. Zato se mi zdi, da je tudi poezija vedno bolj resna. Kar mi je škoda, ker včasih igriva poezija ni nič da je to resno. Se pravi, ti se absolutno prepoznaš v Zajtrku prvakem? Absolutno. Mislim, pač, jaz sem tega, da sem lahko šla študirati na Filofaks, sem se mogla doma zmeniti, da bom šla zraven delati. Moj oče je bil zelo proti. Sicer tudi potem sem domov prinesla delo in sem tako, jaz sem delal, je tako dobro, jaz sem pa na naslovnici, ko sem štrajkala za elektro, pač. Tako ne, nekaj boljšega, vsa generacija. Tako da ja, pač sem se izborila v bistvu, da lahko študiram to, kar študiram, s tem, da pač zraven delam, ampak pač zdaj sicer imam to srečo, da sem pristala pač v Ludi, kjer je vse veliko bolj na easy, ampak ja, prej sem pa vmes kar garala na to, da sem diplomirala, da sem naredila diploma in da sem zraven v bistvu delala tudi po 90 na mesec. Ok, še nam zdaj malo v kritiki, moram še to. Ti komparativistika kaj pomagala pri pisanju kritik? Jaz bom rekla tako, jaz sem imela možnost vzeti izbirni seminar literarna kritika, ki se je na koncu išel tako, da nisem imela možnosti vzeti. Se mi zdi pa, da ja, jaz sem sicer imela še to opcijo, zdaj je že upokojen profesor, tudi da nauči več, ne vem, če Borisa Novaka z zoologijo. Tako da pač, ko sem se soočala s poezijo, ki sicer načeloma ni moja najmočnejša špora, načeloma sem najmočnejša sem v dramatiki, kar je tako, ne pač kdo bere dramatiko, ampak jaz zelo zelo rada, tudi za brati, ne samo za gledati. Mi je zelo pomagala, no, vsem ti da nek okvir za razmišljanje. Pri njemu je bilo tudi tako, da sem bila z generacijo in moram reči, da je zelo prijazno se z generacijo, vzeli si je čas, brali smo poezijo, komentirali našo poezijo, v bistvu smo imeli nek ta mentor, učenci moment, tisti, ki so seveda hoteli, jaz nikoli nisem pisala, to priznam. In se mi zdi, da sem tam dobila nek občutek tudi za to, kako podati kritiko na način, da doseže to, kar si hotel povedati in ne, da doseže to nasprotno reakcijo, te neke defensiveness do tega, kar je bilo povedano. Moram reči, da sem tokrat izrazit občutek, da si kritike niso prizadevale biti prijazne, biti posebej prijazne. Do obravnavanih tekstov in avtorjev. Se mi zdi, da je to mogoče tudi nekaj, kar je mlado prvo v dobrem spodbudilo, da je zdaj ta diskurs postal dejansko kritičen, da to ni samo več pohvala
nočem reči prijatelj, ker očitno pač se ne poznate, ampak nekih vrstnikov. Temveč je to zdaj neka resna kritika, ki da to, o čem smo mogoče govorili že v začetku, res tisti tipek, ki ga rabiš, da lahko nekako nadaljuješ. Si imela kakršnekoli pomisleke, si lahko, da se zdaj ne spomnim se na pamet, da si ti bila tako ostra, ne, ampak nasplošno, si imela kakšne pomisleke, ko si se lotila pisanja o svojih vrstnikih? Jaz bom rekla, ko sem imela pomisleke, ker vem, kaj lahko pač slaba kritika, pač zelo negativna kritika, ne bomo pač tudi narediti. Pač do tega, da si odločiš, ok, pač potem je pa to, pač ne vidiš tega naprej. Ampak kaj se mi pa zdi, da je pa mogoče gli zaradi te kontinuitete, pač same rubrike, veš, da pač, če boš ti zdaj napisal neko res slabo kritiko, da ne bo potem tega pomisleka, ok, pač ti ne radno, pa pač vse, kar mali delajo slabo, ni smiselno, da je malo, kar mogoče vidim, da pri prvih generacijah, če pravi, da si opazil, da so bolj pozitivne, mogoče je bila pač ta skrb. Se mi zdi, da to s tem, ko vidiš, da to se kar ustraja in da se še dela s kritiko, ok, mogoče sem lahko malo bolj oster, brez da pač se potem pride do zaključka, da kar mali piše na njih. Pa je danes dovolj priložnosti za kritike? Čisto iskreno, jaz se ne vidim kam naprej bi šla. Vem, da je obstaja koridor, ki ga zelo spoštujem in poznam veliko kolegov, ki tam piše in dela. Je pa res, da me je mogoče, kot sem že prej rekla, ne bolj večja sociologija, večja me nekaj tako družbeno-kritične knjige, ki pa mogoče vseeno so na neki drugi ravni. Se pravi, vseeno je prednost bolj neki fikciji kot neki mogoče bolj nefikcijski, saj to je čisto moja izkušnja. Ampak ja, v bistvu koridorja, vem, da je v literaturi se marsikaj da si bil zmeniti. Ampak je tako, moraš si upati, kar pa se mi zdi, da ko si na začetku, si mogoče pač da pristopiš do nekega urednika direktno, tako jaz bi pisal to intervju, da je mi prostor. Ampak se lahko bi se pogovarjali pa pač tudi o sociologiji in o znanstvenih člankih, ki si jih prej omenila. Kdo ti pa tam da to znanje in ta pogum, da se sploh lotiš? Obstaja tam kakšna delavnica? Ne obstajajo delavnice, obstajajo pa zelo v redu profesori, ki ko vidijo seminarsko, ki je na nivoju, ti predlagajo. Pomagajo ti jo preoblikovati v strokovni članek, in pač tega ne znaš delati sam in ti se potem priporoča naprej. To sem mislila pač povezati. Ja, pač seveda lahko zgradiš nek odnos s profesorjem čez leta in tako potem pač pripravljeno narediti, ampak velikokrat se zgodi, da potem ta mesta zasedajo ne vem, bratranci, nečaki, sinovi, včasih so vnuki, tako da pač je tam mogoče ta, pa tudi tle bi izpostavila tudi, da vse imajo prednost tisti, ki so imeli recimo izobražene starše, ki so hodili na univerzo, ker ti zelo veliko lahko pomagajo starši, ki so imeli to izkušnjo, čez katero greš ti, če si sam na tej izkušnji, potem pa res ne poznaš, kako stvari delujejo in zelo hitro narediš vseh študij, zanima te to, rad bi objavil članek, imaš ideje, pa ne veš, kako se lotiti stvari. Ampak mogoče tu priložnost za neko novo skupnost pripadnikov mladega telesa, ki bi si lahko medsebojno pomagala in dajala ideje. Ja, pač največji problem našega nasplošno tega oddelka komparativistike je, da je zelo hermetično zaprt. Če gledaš primke, ki so bili čez leta, so več na manj isti. Kar se potem tudi pojavlja, da zelo težko objavljaš stvari, članke, ki so komparativistični. Zato sem se pač odločila, da na komparativistiki ne vidim prihodnosti in sem se pač osredotočila na sociologijo, če se iskrena. Ok, kaj pa še vsi drugi, mogoče, če malo to vprašanje razširim, pa tudi konkretiziram, kako vam ljubše, druge literarne skupnosti in možnosti za vstop. Mogoče kakšni literarni dogodki, naprimer Črna skrinjica in Mor. Potem se moramo še pogovarjati malce. Ja. Črna skrinjica pa je Ignor, pa v bistvu cela ta skupina, ki se okrog tega vrti, je pač v bistvu ena čudovita skupnost, brez katere jaz v bistvu danes definitivno ne bi bila tukaj.
Dejan Kogan, pač urednik mi je dal ogromno enih priložnosti in pač to se mi zdi, da mogoče edino v tej skupnosti jaz pač danes zase vidim neko perspektivo. Lih zato, ker pač se mi zdi, da se dela na nekem osebnem nivoju, ker je pač meni mogoče, jaz nisem nikoli imela mentorja ali pa mentorce in se mi zdi, da pač ta stik mora biti pač zelo oseben, ker pisanje je pač vedno neizogibno osebno. In se mi zdi, da Črna skrinjica in Ignor in vsi ti dogodki okrog tega so pač nekako tako zasnovani, da si pač res lahko ti, da je ta odnos oseben, da si lahko avtentičen in tudi če pač mogoče ne vidim, da bo tukaj pač stala moja profesionalna pot v prihodnosti, se pa še vsem veselim sodelovanja naprej, ne glede na. Tako da je priporočam. Kako si pa prišla do knjige? Malo piši ta postopek. Jaz sem objavljala na Instagramu v bistvu svojo poezijo, ker se mi zdi, da pač je umetnost nekaj, kar je treba deliti, pa da je v bistvu zelo radodarno, pač, če to objavljaš, tudi tako ne da si pač kompenziran denarno ali pa kakorkoli, čisto pač sam svojim prijateljem, pa tem ljudem, ki te pač poznajo. In na neki točki je bil ena izmed teh oseb Dejan Kogan, ko mu je bilo to všeč, pa sem šla na par, več let, verjetno se mi zdi, da sem hodila na Ignor nastopati, pa še na kaj drugega, kjer je imel prste vmes. Dokler mi ni pač na neki točki ponudil, da bi mi izdal pesniško zbirko, kar je bilo pač tako fenomenalno in mislim, ena izmed lepših izkušenj sploh v mojem življenju. Sploh pač, ker sem bila pač toliko mlada, no, in pač se mi je zdela to res, mislim, sploh nisem mogla verjeti, da se kaj takega sploh lahko zgodi, ampak pač se je in mislim, to. Okay. Ana, tudi ti imaš knjigo, izdano pri SKD, kakšna je bila pa tvoja izkušnja? Tam je malo drugače, ker pač si že omenila, gre za ta mentorski proces. Ne? Ja. Tu pravzaprav, ko zmagaš, je nagrada pač izdaja pesniškega prvenca in državni selektor potem tudi postane mentor, s katerim skozi pač eno leto delaš, pripravljaš pesmi in gradiš celotno zbirko. Jaz sem imela, izkušnja je bila lepa, ko se zdaj vrnem nazaj, ampak je bilo kar stresno oziroma zahtevno, kar se tiče delanja z mentorjem, oziroma prilagajanja. Nekaj stvari naučiš se, da moraš po nekaterih stvarih popuščati, po nekaterih moraš pač sprejeti, po nekaterih moraš pač gristi do konca in ustrajati pri tem, ker hočeš, da je neka pesem v zbirki, čeprav noben ni všeč, pač hočeš, da je notri zaradi sebe, zaradi tega. Ne. Pač nastali so problemi, smo jih rešili. Zelo je super, da imeli smo Barbara Rigler, je producentka, ki pač se to pokriva in je super oseba in to mi je tudi zelo stalo ob strani, ko so bile težave. Smo urejali skupaj z mentorico, potem z njo in pa še jaz smo na koncu izdali zbirko skupaj. Zelo hitro povedala, kaj je potekalo delo. Drugače pa nekaj še povedala. Kaj pomeni, da pri nekaterih odločitvah moraš ustrajati in vključiti pesem, ki je nihče ne vidi v knjigi razen tebe? Ja, mogoče da izpostavim največji problem. Jaz sem imela že prej mentorica, ki mi je bila v bistvu kot srednješolska profesorica slovenščine in z njo sem se zelo ujela in sem se našla in je bila oseba, ki sem mi zaupala svoje pesmi in sem mi tudi zaupala, kar mi je ona želela popraviti. Sem z njo tudi delala, mi je popravila, sem jaz to popravila in dala nazaj. Mi je ona povedala, meni pa tak ni všeč, sem jaz pa če bi tako glavnem skupaj smo delali na pesmi. In potem je težko najti, vedela sem, da boljšo bom težko našla, oziroma katerikoli mentorica me bo imela, oziroma bom delala z njo, je to vse nasilno se ustvari to, mislim, ne nasilno, pač ta mentor ti je dodeljen in z njim se moraš uskladiti. Pač pa smo se na koncu super ujeli, ampak vseeno je načrtno vse skupaj izpeljano, ni da bi si jo jaz rabiš čas, moraš se v enem letu ujeti z neko čisto novo osebo in ji prvič zaupati vse svoje pesmi, zaupati, zakaj si napisal, zakaj si prav ta pridevnik in zakaj hočeš, da je ta, pa malo tudi osebno hočeš ustrajati pri stvarih, saj je tudi pisanje intimna stvar in
hočeš, da so te stvari vključene v zbirki, ampak hkrati še nočeš govoriti o tem, oziroma hočeš, da vsak od pesmi najde neko svojo interpretacijo. Da iščeš, da ne poveš, kaj si ti hotel s pesmijo, ampak da je pesem taka, kot je in da nekdo drug najde nekaj drugega, kar mu je všeč v pesmi. Čeprav se ti pisal čist iz drugega razloga, če ima to smisel, kar sem ravno kar povedala. Vse to si super povedala in se mi zdi ključno, ampak jaz vidim poudarek ravno o tem, da vsak, ki bo pesem prebral, bo prebral po svoje in nimaš več nobenega vpliva na to. Točno to. Kako se pa počutiš potem? Meni je to ena lepših stvari pri poeziji, da zdaj se odločim napisati pesem in Kristjan Koželj, to je en pesnik iz Celja, iz Ljubljane pravzaprav, in mi je enkrat rekel, da preselil sem pesem. No, njega si je vedno zapomnila, ko mi je rekel, da je pravzaprav bralec tisti, ki zaključi pesem. In pesnik pravzaprav pripravi zgolj osnutek za bralca, za vse vrste bralcev, ki v pesmi potem najdejo neke čist svoje stvari, svoje perspektive. Če jaz pišem pesem o rdeči beležki, ki jo držim v rokah, bo en bralec rekel, o moj bog, jaz imam pa isto beležko doma, to je super, točno tisti, pač to je pesem napisana z mene, wow. Eno pa rekel, pa zakaj sploh uporabljaš, vse naš telefon, kaj ti bo beležka, to je brez veze ta pesem. In čist druge perspektive najde vsakdo v pesmi, ki jo prebara. In meni je to ena lepših stvari pri poeziji, da se vsak najde v njej na drugačen način. Še vedno je avtor nad bralci, ampak z drugega vidika. In ja, drugo pa je, pač mentor se mi zdi, da v osnovi mora biti nekdo, ki piše za sebe, pa je pesnik, ampak v osnovi da ima neko znanje z tega področja, literarne kritike, nasplošno znanja, književnosti nasploh in da poskuša pesem izboljšati na ravni, na ravni pesniških struktur, ne pa to, kar je njemu všeč kot pri pisanju pesmi. Da ne poskuša vsiliti svojega pesniškega sloga, ampak to, kako bi so objektivno dobra pesem, če to obstaja. Okay, to bi bil neki idealni urednik, če za besedo mentor zamenjal z besedo urednik, ker najbrž pri nobeni naslednji knjigi ne boste več imeli mentorja, oziroma tega vse ne moreš pričakovati, da bo nekdo s tabo kot tvoj učitelj, ne? Ampak napišeš, oddaš in nekdo bo prebral. Po možnosti bo to prebral tako, da bo prebral poglobljeno z nekimi smiselnimi komentarji, ampak ne bo pa več zares tvoj mentor. Torej, moče je zdaj tu spet tisto osnovno vprašanje začetka, kam zdaj? Ja, meni se zdi ravno to super, da v tem času, ko rasteš, rasteš ves čas, ampak v tem času, ko začneš s pisanjem, da imaš na voljo te izkušnje, tudi včasih, če so hujše, če niso najlepše, ampak da menjaš ljudi, da menjaš in smenjaš, da imaš v svojem krogu več ljudi, več različnih tipov, eni ti bojo svetovali, eni ti bojo obsojali poezijo, eni bojo, se sploh ne bojo ukvarjali s tabo, eni bojo slušali vsako tvojo prireditev, eni te bojo pohvalili. Pač da imaš različne vrste ljudi in da se naučiš odzivati na te različne ljudi in da se učiš tudi, kako na tebe to vse skupaj vpliva. Da potem, ko si sam, ko izdaš naslednjo zbirko ali ko izdaš še kako drugo delo, da ugotoviš, da si sam in da zbereš, kaj od vsega tega, kar si do zdaj imel, ti pride prav za naprej in na kak način lahko izboljšaš. Ker je še vedno pač tudi, če zdaj nima več nobene mentorce, ko pišem pesem, si predstavljam, kaj bi mi ena mentorca rekla, ali kaj bi mi moja profesorca rekla, ali kaj bi mi rekla moja najboljša prijateljica, ali kaj bi videl moj ati, če bi mi kadarkoli prebrala. Pač, da se spomniš, kaj bi ljudje odreagirali in na tak način se tak čisto slučajno postaviš v njihovo vlogo. Sicer subjektivno, ker je še vedno stvari veliko, ampak zgradiš pesem na osnovi nekih mnen, ki si jih ustvariš z ljudmi. Ampak zdi se mi super in ful pomembno, da si pri tem ravno pripravljeni čez sebe, pa se postavi tudi vlogo bralca, da se poezija, pa sploh literatura ne konča s tem, ko je napisana. Ali mislim, da imaš ti malo drugačno mnenje o tem, kako sta poezija in njen avtor povezana? Če raje je ločena. To si iz verjetno tega, kar sem odgovarjala, ne? Ja. Tako da prosim ponovi, kaj si že povedala za delo. In citiram. Citiraj samo sebe. Ne, jaz imam sebe in poezijo čisto ločeno. Jaz ne manifestiram ničesar v poeziji,
poezija me ne celi, nič ne razčistim preko tega, da pišem, če da vam to tako. Mislim, jaz sem tudi... Res se citiraš. No, super. Ja, jaz sem sicer pač študiral arhitekturo, ne, da tudi nisem ekipa Filofax. Ja, pač... Odlično, bravo. Ne, se mi to ne zdi nič boljšega, v bistvu. Ja, kaj pa... Ja, na to, kam zdaj sem imela eno tako mnenje. Meni se zdi, ljudi, ki rečejo, vsi imamo iste možnosti, meni se zdi to predrzno. Absolutno ni res. Imamo vsi istih možnosti in to, da si objavljen nekje in da lahko sploh pišeš in da lahko sploh o tem razmišljaš, je en ogromen privilegij oziroma en ogromen ego, ki ga lahko ti upodavljaš ali karkoli. Ne vem, ja, nimamo vsi istih možnosti, očitno. Pač glede na to, kar se po svetu dogaja, kaj je bilo izhodišče? Kam gremo? Ne vem, sam še navzdol. Ja, pač to, da jaz nimam osebne navezave na to, kar pišem, ja, je mogoče neka, mislim, redkost. Pač, tak je. Ok, ful me še zanima, kako poteka delo v Bambus. Aha, ok. Ja, sem človek, ki funkcionira dobro v skupinah. Tako kot mogoče se je prej že videlo, se meni dosti pomeni, da se družimo znotraj pesniške generacije ali pa karkoli pač, da niso natečaji samo enosmerna aktivnost. Čakaj, ampak kje se družite? V sklopu delavnic, recimo. Okay. In potem pač tudi izven, zaradi tega, ker se pač z nekom ujameš, najdeš nekoga, sploh neki podobno piše, ampak ki je podobne vrste živalno. Ja. Ampak tudi na literarnih dogodkih? Ja, tudi. Seveda, pač to so stvari, ki so vedno dobrodošle in z največjim veseljem hodim po literarnih dogodkih in tudi po koncertih. Omenil si pač Bambus projekt, projekt glasbene poezije, ki ga delava v izhodišču s kolegom Gašperjem Drevom, pač instrumentalistom. In zdaj smo se razširili in smo celoten band in imamo album in koncertiramo in je tudi to tak zanimiv aspekt, ja, ker tukaj pa je nekaj mene zraven, recimo, ker je nastop, ne. Ker je pač takoj, ko je interpretacija poleg, pa se moraš, se mi zdi, malo približati, ne moraš več imeti stvari tako na distanci, sploh če želiš, da občinstvo to vzame za svoje, oziroma da prideš res čim bližje, čim bolj pač globoko. Ja. Delo pa poteka tako, da imamo obdobje pisanja, imamo obdobje nastopanja. Zdaj zaključujemo obdobje nastopanja in je poletje nekako rezervirano za pisanje novih stvari. Ta prvi album pa je pač zdaj že eno leto zunaj in smo bili po celi Sloveniji in je bilo krasno. A ustvarjate skupaj, kako to zgleda? Ja, prvi album se je funkcioniralo pač tako, da sva ustvarjala dva skupaj. Se pravi, Gašper večinoma glasbo, jaz večinoma tekste, ampak so tudi Gašperjevi teksti, tudi jaz sem lahko posegala v pač glasbeno spremljavo, oziroma ne niti spremljavo, ampak sta enakovredni komponenti. Zdaj pa novi album pa bo pač konceptualen in se bo gradil sproti. In je plan, da ga gradi pač postopoma vseh 5 članov naenkrat. Ste potem drugemu tudi malo mentori? Ja, najbolj pa kritiki. Ja, se mi zdi pomembno, pač, da si znaš povedati, kaj ni okej, tudi če, recimo, jaz primarno nisem glasbenica, da potem zna nekdo sprejeti tudi moje mnenje, čeprav ne znam pač vsega povedati strokovno in isto, da nekdo lahko meni pove, kaj ta tekst naredi, oziroma potem ta prežen je res odvisno od tega, koliko se znamo iskreno povedati, kaj je narobe, kaj je pravo, kaj sploh želimo od projekta. Ja. Ok, super, to so ful optimistične besede, ki bi rad izkoristil mogoče za zaključek. Če nismo še česa pozabili, pa če ne bi kdo še česa dodal.
da potem zaključimo z besedami, da je ful pomembno, da znamo drug drugemu prisluhniti in da smo kritični in da razumemo, da je kritika nenazadnje dobro namerna. Da je lahko je dobro namerna. Ok, dobro namerni, popravljam. Dobro namerna kritika je ful pomembna. Okay. S temi besedami zaključujemo današnji pogovor v sklopu projekta Mlado pero na Vodnikovi domačiji, na odru pri Kamniti mizi, kjer bo septembra odprta tudi knjigarna in kamor vas do takrat vabim še na različne dogodke, med drugim na festival Jadranski bar, že kmalu. Več o dogodkih na Facebooku, na spletu, na tablah, pred hišo, na zloženkah, Mlado pero pa v časopisu Delo. Hvala lepa vsem, hvala za kritična, dobra, spodbudna mnenja, hvala, da ste nas poslušali, hvala, da ste nas ali pa da boste gledali. Se vidimo ob podelitvi Kresnika in nagrade Mlado pero. Ok, super, ful optimistično. Skupina raste, skupnost se krepi, kar je nekak namen celotnega projekta. Hvala lepa.